Gospodje, v izjemno veliko veselje in tudi čast mi je, da vas lahko vse skupaj in vsakega posebej prav toplo in prijazno pozdravim v tem prvem mesecu v letu 2018. Pesek časa teče skozi nas, kakor pesem v peščeni uri in kot bi zamahnil s čarobno paličico, že povzi mimo mesec januar. Odet je v spokojno preobleko miru in topline. Narava počiva in nabira moči za pomladno brstenje. Živali uživajo svoj zimski sen. In ljudje? Zaključili smo z analizo preteklega leta in že pišemo prve vrstice zgodbe o prihodnosti. Zgodba o visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki skozi slogan s tradicijo v napredno podeželje izobražuje na visokošolskem strokovnem študijskem programu upravljanje podeželja prve stopnje, ima mnogo vrstic. S pisalom ustvarjalnosti in izvirnosti jo skupaj s svojimi sodelavci ambiciozno piše dekan, docent dr. Jože Podgoršek. Gospod dekan, prijazno povabljeni, da razgrnete nocojšnji slovesni večer ter še posebej nagovorite prve diplomantke in diplomante Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto ter vse naše nocojšnje cenjene goste. Izvolite. Dragi diplomantke, spoštovani diplomanti, na vaš dan vas iz srca toplo pozdravljam in vam že sedaj čestitam za dosežen uspeh. Pozdravljam ja tudi vsem vašim najbližjim, ki se skupaj z vami veselijo steka današnjih diplomantov. Vam v čast posebej toplo pozdravljam današnje visoke goste. Magistro Tamjo Strniša, državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Posebej toplo pozdravljam predstavnika ustanoviteljic visoke šole, magistra Gregorja Macedonija, župana mestne občine Novo mesto. In gospoda Toneta Kravata, direktorja Zavoda Grm Novo mesto, Centra biotehnike in turizma in predsednika upravnega odbora naše visoke šole. Poseben akademski pozdrav pa namenjam profesorju dr. Janisu Museniku, predsedniku akademskega zbora naše visoke šole. V veliko čast si štejemo, da bomo danes v tej slovesnosti podpisali tudi zavezo zaupanja vreden. Zato toplo pozdravljam vse podpisnike te zaveze in se skupaj z vami veselim tega pomembnega koraka. Veseli smo, da ste z nami tudi člani akademskega zbora, senata, upravnega odbora visoke šole in vsem vam izrekam res toplo dobrodošlico. Posebej toplo pozdravljam tudi predstavnike podjetij in inštitucij, s katerimi že sedaj dobro sodelujemo in ki ste svojo prisotnostjo in današnjo dostavo pridelkov in izdelkov obogatili današnji slavnostni trenutek. Lepo pozdravljam tudi ostale visoke goste in vse, ki ste v tem pomembnem trenutku z nami. Kasneje se nam bodo pridružili še predsednik Republike Slovenije, gospod Pahor, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospod Cvetko Topačič in gospod Tomaž Lisec, predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v državnem zboru. Drage diplomantke, spoštovani diplomanti, želim vam, da bi vam ta dan ostal v večnem spominu in da boste tudi zaradi tega še boljši upravljavci slovenskega podeželja. Pustite pečat v okolju, kjerkoli se boste gibali. Od
potem boste postali prepoznani in skupaj z vami tudi ne. Kadarkoli nas boste potrebovali, se le oglasite. Veseli vas bomo, naša vrata so vam zavedno na stežaj odprta. Spoštovani gostje, želim vam prijeten večer. Hvala lepa dekanu Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, docentu dr. Jožetu Podgoršku za uvodni nagovor in za to, da ustvarjalno umešča šolo med prepoznane in verodostojne partnerje v akademskem prostoru. Nikoli ni bilo nič narejeno, ne da bi bilo prej sanjano. Danes se uresničujejo dolgoletne sanje gospoda Toneta Hrovata, pobudnika ustanovitve Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Gospod Hrovat je želel na Grmu Novo mesto, Centru biotehnike in turizma, zgraditi piramido znanja in tako postaviti vertikalno strukturo izobraževanja. Z veliko mero zanosa, ambicij, dela, znanja in srčnosti mu je uspelo postaviti šole in poligone praktičnih usposabljanj. V čudovitem ambientu Grma, obdanem s travniki in gozdovi, pisanim svetom živali in v oazi miru lahko svoje vizije uresničujejo dijaki in študentje. V vrhu piramide znanja tako danes stoji tudi Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, katere soustanovitelj je Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma. K besedi vabim gospoda Toneta Hrovata, da razkrije svoje sanje o vertikalni strukturi izobraževanja v podeželskem prostoru, ki so danes s prvimi diplomanti Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto postale resničnost. Izvolite. Gostje, cenjena državna sekretarka, magistra Tanja Strniša, cenjeni župan, kolega Macedoni, dragi diplomantke in diplomanti, dragi visoki gosti, moji kolegi iz šol, podpisniki sporazuma o zaupanja vrednem grozdu. Mislim, da je to določena priložnost, ki, zdaj ne bom rekel zgodovinska, vendar vseeno, mislim, da pa tudi je, vsaj zame. Visoka šola je bila neka vrste vizija, ko smo se pogovarjali, ko so med sebe vzeli naši doktori, profesori iz Novega mesta za izgradnjo bodoče univerze v Novem mestu. Ta eno zrno, en kamenček smo seveda tudi na Grmu želeli narediti. Seveda pa v vseh več kot 130 letih, 132 let je, odkar so na 13 vozovih prepeljali kmetijsko šolo iz Slapa pri Vipavi na Grmski grad, se je zgodilo marsikaj, paci in vzponi. Obenem pa smo poskušali graditi. Jaz sem začel takrat, ko sem 73. leta prišel kot učenec Grma, in kasneje 86. leta kot specialist pospeševalec, tudi v pisarni tukaj na Trško goro, pod Trško goro na Vajnov, rečemo po domače, in kasneje 90. leta za ravnatelja. Cilj je bil, da naredimo neko filozofijo, da kmetijstvo ni zgolj pridelava in reja, ampak je tudi predelava, je tudi trženje, je tudi turizem, šport, rekreacija, da je to čim večja finalizacija vseh pridelkov na naših majhnih kmetijah, ki jih bomo prodali z večjo dodano vrednostjo. To je bil cilj. Cilj je bil pahljača v širino in seveda tudi v vertikalo. V širino smo šli, tako na kmetijstvo, hortikulturi, naravovarstvo, biotehniški gimnaziji in seveda tudi v zadnjem primeru od leta 2007 gostinstvo in turizem, ko smo povezali še gostinsko šolo.
Tako rekoč smo šli od njive do mize ali pa pravijo od vil do vilic. Po vertikali pa seveda je šola imela že v preteklosti vsa ta desetletja in stoletje poklicno izobraževanje, kateremu smo dodali še višjo strokovno izobraževanje, biotehniško gimnazijo, naravovarstvenega tehnika in seveda v višje strokovne izobraževanje s programi tako upravljanje podeželja in krajine, to se pravi tudi naravovarstva, potem naravovarstvo in gostinstvo in turizem. Vse skozi smo seveda ciljali, da je bil naš učitelj, teoretik, praktik in razvojnik. Naj bi bil tisti, ki bi prispeval v naše podeželje, v našo hrano in dal odgovore na vprašanja, kaj bomo jedli, kaj bomo, v kakšnem okolju bomo živeli, predvsem pa s kakšnimi vrednotami. Da ne bomo zgolj roboti kapitalov za ustvarjanje dobička, ampak da bomo ostali ljudje. In prav to se mi zdi izredno pomembno, ko se razmišlja v bodočnosti na povezovanje. Naš cilj je bil, da naredimo mogoče tudi nekaj, kar mogoče v šolo niti ne sodi. To je, kako povezati v verige posamezne manjše pridelovalce, da jih veliki kapital sveta ne bo pohrustal. To je bil naš cilj. Zato so zadolženi tudi drugi. Politika, zbornice, zadružna zveza, a mogoče še kdo. Vendar, ko smo razmišljali, kdo pa bo vpisal v šolo, kjer se samo jadra, smo se najprej povezali v naših biotehniških šolah v konzorciji. Mi smo rekli, dajmo tej Sloveniji nekaj, mogoče več, kot pa nam samo program omogoča. In sprejeli smo ta konzorcij, ustanovili smo ta konzorcij z dvemi sklepi. In sicer prvič, od danes naprej ne jamramo več, iščemo izhode. In drugič, dajmo fige in žepa ven. To so pomembni sklepi, ki so nas povezovali in nas še danes zelo močno povezujejo in so garancija za uspeh. Mi bomo Mondragon, ki ga so ga 57. leta s pomočjo frančiškanov v Baski naredili v Sloveniji. Radi bi povezali med sabo proizvajalce in potrošnike. In zelo sem vesel, da sem dobil močno podporo, tako v Sloveniji, kot pri nas v Novem mestu. Ne samo na kmetijsko-gozdarski zbornici. Čebelari nas povezujejo, pri nas v Novem mestu, od škofije do društev vinogradnikov, čebelarjev, Demeter, Ajda, pridelovalcev, pa tudi izredno sem vesel, da sta tukaj tudi predsednika Karitas in Rdečega križa, ki sta pripravljena vzeti v roke tudi grozdenje oziroma zadružništvo potrošnikov. To so stvari, ki nam dajejo garancijo, da bomo tukaj na Dolenjskem nekaj posejali, ne za Dolenjsko, ampak za celo Slovenijo. In zato sem še posebej vesel in pozdravljam moje kolege ravnatelje, ki so prišli, ki bodo to organizirali tudi drugje po Sloveniji. Cilj je 8 do 10 razvojnih jeder, tam, kjer so šole, kjer so zavodi, kjer so razvojni centri in seveda okrog organizirati po zadružnih načelih, ki so bolj pošteni kot čisti kapitalski, ljudi, da bodo tudi majhni imeli priložnost zmagati na trgu, ko gre za hrano. Ja, globalni pristop je zelo pomemben za računalnike, za avtomobile, za kemijo in še kaj mogoče, za tovarne. Vendar za hrano je pa še kako pomemben pristop lokalnosti, kjer se pridelovalec in potrošnik poznata. Si pogledate v oči in si zaupata. Zato smo ta gospodarski grozd, ki ga bomo danes tudi podpisovali kot krono, podelitev diplom, imenovali gospodarski grozd za hrano in podeželje, zaupanja, vreden, kjer bomo garantirali sledljivost in drugo, kjer smo pripravljeni delovati v duhu poštene verige, poštene trgovine, da ne bo ne dumpinga, ne oderuštva.
To so stvari, ki jih poskušamo učiti v šoli, od nižjih programov in seveda tudi na visokih. In, dragi diplomanti, želim vam, da bi ob svoji diplomi imeli čim več sreče, s katero boste znali gojiti ta zaupanja vreden odnos med vse ljudi, med proizvajalcem in med potrošnikom. To se mi zdi, da je lahko zelo plemenito poslanstvo in tudi osrečujoče delo. In vsem tem seveda vam čestitam za prvi prispevek in seveda še posebej naši Tatjani, ki je bila prva diplomanta na naši visoki šoli. Še enkrat hvala za prispevek. Hvala za vsem, ki boste podpisali ta sporazum zaupanja vreden. Še posebej pa hvala našemu gospodu županu, ki je dal temu še posebej poudarek. In računam na njega, da bo ta prvo razvojno jedro sigurno uspešno ratalo in bo tudi lahko zgled in pomoč za vsa jedra v Sloveniji, pa ne bo to v Celju, v Mariboru, na Ptuju, Murski Soboti, oziroma Rakičanu, v Ljubljani, na Primorskem tako. In mislim, da bomo se na nek način tudi v našem centru zadolžili, da poskušamo to setev uspešno upraviti. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Tonetu Kravatu za odstrte misli in razmišljanja z željo, da tlakuje pot prihodnosti slovenskemu podeželju in na stežaj odpira vrata kompleksa Grm mladim generacijam, ki spodbujajo in vabijo v svoj objem. Novo mesto, lepo, hrepeneče in čuteče. Vabi vsakega, ki ga zanima utrip, turistične znamenitosti ter doživljaji Dolenjske prestolnice. V letu 2017 se je zaprla razsežnost Jantarja in odprla spekter kulturne in turistične podobe s športnim pridihom, kar bomo ovekovečili v toku letošnjega leta. Minilo je 300 let od rojstva ustanoviteljice gimnazije Novo mesto, habsburške cesarice Marije Terezije, ki je pustila pomemben pečat za razvoj dolenjske dežele. Novomeška gimnazija, za katero je cesarica izdala odlok o ustanovitvi leta 1746, je prva in najstarejša gimnazija v Sloveniji, na kateri so se šolali mnogi pomembni Slovenci. Razprla je najlepši pisan cvet slovenske inteligence, kulture, razumništva in ustvarjalnosti. Mestna občina Novo mesto, ki je tudi soustanoviteljica Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, se tako ponaša z bogatimi študijskimi programami in izobraževalnimi vsebinami in tudi pestrostjo vseh programov. Besedi vabim župana mestne občine Novo mesto, magistra Gregorja Macedonija. Izvolite. Spoštovana državna sekretarka magistra Tanja Strniša, spoštovani direktor Centra biotehnike in turizma Grm Tone Kravat, spoštovani dekan, docent dr. Jože Podgoršek, dragi diplomanti, cenjeni gostje. S ponosom in veseljem lahko rečem, da smo dočakali prvo generacijo diplomantov Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Ta dogodek simbolno in smiselno nadgrajuje 130-letno tradicijo študijskega izobraževanja na grmski šoli, ki smo jo obeležili pred lansko leto. Od ustanovitve je Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma, zrastel v mednarodno priznano ustanovo, na katero smo ponosni in s katero kot lokalno okolje odlično sodelujemo. To sodelovanje je pomemben gradnik prizadeva mestne občine Novo mesto in celotne Dolenjske na področju kmetijstva in prehrane. Visoka šola prinaša nadgradnjo v celoviti skrbi za nove rodove dolenjskih kmetov in domačih pridelovalcev hrane, ki jih potrebujemo v Novem mestu,
celotni Sloveniji. Izobraževanje, napredna misel in podjetnost, ki so del tradicije obeh zavodih, bodo tako kot do sedaj tudi v prihodnje pomembni gradniki razvoja našega podeželja. In danes se ob vseh anomalijah, ki jih v našo prehransko verigo prinesla globalizacija, vse bolj vračajo v ospredje vrednote, povezane s kakovostno hrano. Nažalost moramo zopet odkrivati tradicionalne načine pridelave, povezane z znanji, ki so se nekoč kot nekaj samoumevnega prenašale iz roda v rod, sedaj pa vse to, kako ironično, ponovno odkrivamo preko visoko zvenečih imen, raziskovalnih projektov in raziskav. Zato so neprekinjeno delujoči centri znanja, kot je Center Grm, prava osnova, na kateri lahko gradimo uspešne zgodbe, za katere sem prepričan, da bodo zelo pomembne v naši prihodnosti. Visoka šola za upravljanje podeželja je tudi del novomeškega visokošolskega prostora. Mestna občina Novo mesto je kot soustanoviteljica pristopila k razvoju visokošolske institucije, ki celovito in strokovno obravnava obsežen nabor kmetijsko-živilskih dejavnosti in si prek krepitve tehnološkega in tržnega znanja prizadeva za ohranjanje pomembne dediščine dolenjskega podeželja in za njegov nadaljnji učinkovit razvoj. S tem zagotavljamo širok spekter visokošolskih institucij na različnih področjih, s čimer lahko že z dosedanjo tradicijo pokažemo Sloveniji, da ne gre zgolj za to, da želimo kot vsaka malo večja vas imeti svojo univerzo. Razvoj visokega šolstva si Novo mesto zasluži zaradi vsaj 3 razlogov. Prvič, zaradi omenjene tradicije. Novomeška gimnazija za več kot 270 leti najstarejša slovenska gimnazija za neprekinjenim delovanjem. Kmetijska šola oziroma današnji Center Grm je z več kot 130 leti najstarejša neprekinjeno delujoča kmetijska šola na Slovenskem. Imamo tudi več kot 140-letno tradicijo tehničnega izobraževanja. Drugič, Novo mesto danes s svojim uspešnim gospodarstvom ponosno nosi naziv prestolnice slovenskega izvoznega gospodarstva. Ustvarjanje dodane vrednosti na najvišjem nivoju mora biti neposredno povezano z razvojem, raziskovanjem in visokošolskim izobraževanjem. In kot tretjič, ker se je treba upati in znati samozavestno podati na pot, ki ni vedno 100% zanesljiva. Veš pa, da je v pravi smeri in slediš pravemu cilju. Negativni komentatorji bi pred dobrimi 60 leti tudi na debutnemu lekarnarju verjetno rekli, ne ukleti svoje lekarne na sanja, da bo zgradil farmacevtskega velikana za €1 milijardo in več prometa. Ampak tako se začnejo velike zgodbe in dejstvo je, da je grajenje zgodb izven centrov moči bolj zahtevno. Ko kdo komentira decentralizacijo visokega šolstva v Sloveniji, pozablja povedati, da verjetno ni najbolj logično, da imamo ravno v Sloveniji eno največjih evropskih univerz, če ne celo največjo po številu študentov, in da svetovno znane univerze, kot so Cambridge ali Oxford, dosegajo komaj dobro polovico števila študentov Ljubljanske univerze. Kvaliteta ni vedno povezana s kvantiteto. Zato v Novem mestu želimo predvsem, da znanja, ki bodo podporo našemu gospodarstvu in kvaliteto naravnava visoko šolstvo. Spoštovani diplomanti, iskrene čestitke. Ne dvomim, da boste pridobljeno znanje znali prenesti v svoje vsakdanje izzive. Čestitam tudi novo imenovanemu prvemu dekanu v centru dr. Jožetu Podgoršku in vsej akademski in ostali ekipi visoke šole. Prepričan sem, da je tudi novo poglavje uspešne grmske šole na pravi poti in v pravih rokah. Mestne občine Novo mesto, magistru Gregorju Macedoniju za razgrnjeno pahljačo navdihujočih misli, ob tem pa mestni občini in vsem želim
pestro evropsko leto kulturne dediščine. Sinonim kulturne dediščine in pokrajine podeželskega prostora so vonj iz krušne peči pravkar pečenega kruha, vonj po sveže pokošeni travi, skrbno urejeno kmečko dvorišče, mukanje krav iz hleva, ubrana ljudska pesem ob zvokih harmonike, večerno zbiranje ljudi ob vaškem vodnjaku, ličkanje koruze, veselje razposajenih otrok na cvetločem travniku in modrovanje tetkov in babic. Podeželski prostor se je s časoma spreminjal in v zadnjih desetletjih doživlja pravi preporod. Tako danes podeželje ni samo kmetijstvo, pač pa veliko več. Kar 90% slovenskega prostora predstavlja prav podeželje, na njem pa živi skoraj 57% prebivalcev. To je posledica hitrih sprememb v načinu življenja, povečani mobilnosti, zmogljivejših komunikacijskih poteh ter splošni porasti materialnega standarda v Evropi. Interese podeželskega prostora zavzeto zastopa tudi državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, magistra Tanja Strniša. Ob tej priložnosti vas, gospa Tanja Strniša, prijazno povabim k besedi. Izvolite. Spoštovani dekan, spoštovani akademski zbor, visoki gostje in seveda najlepši pozdrav dragim diplomantkam in diplomantom. Dovolite mi, da v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministra Dejana Židana in tudi v svojem imenu povem nekaj misli o tej izjemni izrečanosti za naš prostor. Pripadati prvi generaciji diplomantov je zagotovo posebna čast. Še posebej, ko diplomiraš na programu na izobraževanju institucij, ki ima temeljni pomen za slovensko kmetijsko stroko in za razvoj lokalnega okolja. Institucijo, ki ima, kot je bilo danes še večkrat poudarjeno, več kot 130-letno tradicijo in zgodovino kmetijskega izobraževanja. Naj poudarim, da živimo v času, ko je znanje, ki ste ga na njej pridobili, ključnega pomena za spopadanje z novimi izzivi in vprašanji v kmetijstvu. Kmetijstvo ima namreč ob naraščajočih potrebah človeštva vedno večjo odgovornost do zagotavljanja prehranske varnosti, varovanja narave, biotske raznovrstnosti in seveda do trajnostnega upravljanja z naravnimi viri. Vsa ta vprašanja v veliki meri opredeljujejo tudi kakovost našega življenja, življenja nas vseh. Zato je pomembno, kako se na te izzive odzivamo in ohranjamo naravo in okolje tudi za generacije, ki prihajajo za nami. Zato moramo intenzivno graditi na znanju, inovacijah in izkoristiti potenciale, ki jih nudi naše podeželje. In zato ste diplomati eden od potencialov in prihodnost našega podeželja. Tehnološki razvoj gre hitro naprej. Znanost in raziskave so danes sposobni ponuditi inovativne rešitve za številna tehnološka vprašanja. Na drugi strani pa sta intenzifikacija in koncentracija kmetijstva prinesli tudi številne negativne učinke, ki je že omenil gospod župan. Učinke tako na naravo in okolje, kot tudi na družbeni in socialni vidik in ki se nazadnje kažejo tudi v opuščanju kmetovanja na območju, kjer je obdelava težka in se s tem tam podeželje tudi pravi. Vedno večji konkurenčni pritisk na kmete zaradi izpostavljenosti konkurenci globalnega trga in povzroča to, da potrebujejo vedno več zemlje, sredstvo in znanje za svoj obstoj. In ne nazadnje želi izpostaviti, da je kakovost in varnost hrane na način, kako in kje je bila hrana pridelana in predelana, vedno bolj v ospredju zanimanja sedanjega potrošnika. In prepričana sem, da mi kot kmetijski sektor moramo izpolniti pričakovanje potrošnikov, da v kmetijstvu zmanjšamo porabo količin sredstev, zmanjšamo
vseh drugih tehnologij, ki so poceni, vendar ne najboljša pot do kakovostne hrane in zagotovimo hrano visoke kakovosti. Poklic kmeta tako izgublja to romantiko, ki jo prej govorila moderatorka, in postaja tehnološko, ekonomsko, upravljavsko in administrativno zahteven poklic, kjer je znanje ključno. Zato sem kot domačinka izredno ponosna in zadovoljna za svoje kmetijskega izobraževanja v tem okolju v zadnjih 10 letih z novimi programi, ki ponujajo interdisciplinarno povezano teoretično in praktično uporabno znanje iz biotehniških in poslovno-pravnih ved za potrebe današnjega podeželja. Dolenjska svojo zahtevno in posebno naravno krajino ponuja glavne potenciale za razvoj kmetijstva in z njim povezani dejavnosti kot so turizem in s tem tudi za upravljanje podeželja. Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto s svojimi diplomanti in akademskim zborom že ima in bo imela eno osrednjih vlog pri tem razvoju. V okviru vašega poslanstva pripravite, da je podeželje vrt prihodnosti. Se že zdaj zelo aktivno vključujete vse obstoječe in nove pobude. In naj to izpostavim še eno, namreč nastajajočo čebelarsko akademijo, ki je šele po vojih, pa vendarle ste kot pionirji na vseh področjih tudi že to izrazili svoj interes. In interes teh ali drugih ponudb je seveda pretok novega znanja in sinergij med različnimi vedami, ki so povezane z naravo. Razvoj podeželja je zato po mojem prepričanju resnično velika priložnost za tretje tisočletje. Zato na tem mestu vsem diplomantkam in diplomantom čestitam za uspešen zaključek študija. Želim vam veliko uspeha na vaši poklicni poti in zanosa pri skupni skrbi za naše podeželje. In seveda čestitke vsem, ki ste prispevali k rasti te šole, tega centra in ki ste zato na nek način botri na našim diplomantom. Hvala lepa. Hvala lepa tudi državni sekretarki na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, magistri Tanji Strniša, in veliko vsebin za prihodnje udejstvovanje in vsebine na področju podeželja, za kar velikokrat pravi, da je vrt prihodnosti ali priložnost tretjega desetletja. Drevo obrodi tisoče semen, toda le iz nekaterih bodo vzklila nova drevesa. Ampak ali so ta bolj pomembna od tistih, ki se spremenijo v rodovitno zemljo in omogočajo nekaterim, da vzklijejo in zrastejo drevo, je to žrtvovanje. Če ta druga semena ne bi umrla in postala plodna zemlja, tudi ona druga ne bi zrasla v drevo. Vse je pomembno, le smisel je potrebno odkriti, meni Jože Urbanija, avtor knjige Ljubiti in živeti. O smislu in priložnostih in izzivih razvoja podeželja za mlade generacije bomo sedaj spregovorili za omizjem. Prijazno vabim politologa, profesorja dr. Milana Ambroža, etnologa, profesorja dr. Janeza Bogatarja, specialistko za turizem na kmetijah v Sloveniji, na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Slovenije, zavodu Celje, gospo Renato Kosi in varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, docenta dr. Jožeta Podvorška, da se mi pridružite pri omizju. Hvala lepa, izvolite sesti in ker nas čas preganja, predlagam, da kar začnemo in sicer kar s konkretnim vprašanjem, zaradi katerega smo se tudi zbrali, kakšna je torej priložnost za razvoj podeželja za naše nove generacije, naše nove diplomantke in diplomante, pa kar izvolite profesor dr. Janez Bogatar. Ja, hvala najprej za povabilo na to omizje, ki je to skrajšano. Istočasno kolegicam in kolegam, ki so diplomirani, čestitev. Zdaj pa k odgovoru. Torej, priložnosti so take, kot so priložnosti v urbanem prostoru. Zdaj razlike
razen tega, da danes se ruralni prostor vedno bolj urbanizira in ruralne vsebine vedno bolj odirajo v urbani prostor. Ta proces sicer ni nek rezultat našega sodobnega življenja, ampak je seveda posledica enega dolgega razmeroma zgodovinskega procesa, ki se je začel v drugi polovici 18. stoletja že. Danes pa zaradi tega, ker živimo eno noro, intenzivno življenje, je pa tega veliko več. In zdaj seveda tisto, česar ste mi povabili k tej okrogli misli, oziroma v mislu, vprašanje kulturne dediščine na našem podeželskem prostoru. Mislim, da je tema aktualna že zaradi tega, ker letos imamo leto kulturne dediščine, jaz se v tem vedno malo nasmihnem, rečem, kaj bo od tega leta konc, a bomo po starem naprej živeli, ampak dobro, to si je pač nekdo izmislil, ampak kako je s to kulturno dediščino? Mislim, da je za vse te generacije, ki so diplomirale in ki bodo diplomirale, kulturna dediščina lahko je velik izziv. Vendar ne v nekem modrijanovskem smislu, ampak modrijanovsko narekovajo, ampak v smislu številnih idej, ki nam ležijo tako rekoč pred domačimi pragovi in iz katerih lahko gradimo svoje sodobne pojavnosti. Res pa je, da bodo mlade generacije, vse tisti, ki bodo živeli na podeželju, na tem področju takega razumevanja dediščine lahko uspešni samo takrat, če bo tudi družba ali pa boljše rečeno država poskrbela, da se bodo določene stvari uredile in da bo dediščina kot ustvarjalno izhodišče, ne kot kopija neke tradicije, postala zanimiv motiv za mlade ljudi. Hvala lepa, gospod profesor dr. Janez Bogataj. Kaj pa porečete vi, gospa Kosijeva, specialistka za kmetijstvo oziroma turistične kmetije na podeželju, na to, kakšni so izzivi in priložnosti za razvoj turizma in za mlade generacije v tem prostoru? Lep pozdrav še na mojem imenu, čestitam vsem diplomantom in diplomantkam. Ja, kakšne so priložnosti oziroma možnosti za mlade na področju podeželja? Prihajam iz področja turizma na kmetijah, prej smo že omenjali turizem. Zagotovo je tukaj pomembna zadeva kreativnost in iznajdljivost teh mladih diplomantov, ker podeželje ponuja veliko možnosti. Naj povem, da za turizem na kmetiji je eden glavnih motivov turistov za potovanje, doživljanje narave in kulturne dediščine. Ravno kmetije kot takšne imajo veliko prednost v kulinariki, torej v lokalni kulinariki. Prej je gospod direktor govoril o teh lokalnih pridelovalcih. In to v tem vidim, da lahko bodoči mladi izkoristijo. Ni pa samo turizem na podeželju, obstaja še cela vrsta drugih dejavnosti, cela vrsta drugih dopolnilnih dejavnosti, ki se tudi lahko vključijo v turizem. Imamo od predelave živil, rastlinskega, živalskega izvora in druge obrti. Tako da možnosti je precej in pomembno pri tem pa je še povedati to, da vedno mora vsak izhajati iz svojega potenciala. Hvala lepa, gospa Renata Kosi. Prvi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, docent dr. Jože Podgoršek. Kako lahko z verodostojnostjo v prehranski verigi dosežemo konkurenčne prednosti za razvoj podeželja in kako vi vidite v tem priložnosti za mlade generacije? Ja, hvala lepa za vprašanje. Nedvomno je podeželje, oziroma nedvomno sta podeželje in turizem povezana. Mi mnogokrat govorimo o priložnostih, ki jih podeželje ponuja za razvoj slovenskega turizma, to pozabljamo, da v bistvu podeželje omogoča razvoj turizma. Kajti, če ne bomo imeli urejenega podeželskega prostora, če ne bomo imeli lepe kraje in takšne kot je sedaj, se bojim, da tudi pogojev za razvoj turizma v naši državi ne bo več takšnih, kot so v tem danem trenutku. Zato včasih, ko razmišljamo o veliki preskrbi s hrano, seveda iščemo tudi druge priložnosti za naše primarne predelovalce, živilsko-predelovalni sektor, torej kmete, zadruge in živilska podjetja. Zakaj iščemo druge priložnosti? Zato, ker nas v tej veliki preskrbi s hrano
pogosto najmočnejši deležniki, najmočnejši deležniki, torej pogosto so to ravno trgovske verige, nam vsebujejo nekatere nepoštene prakse, oziroma kot nekateri rečejo neobičajne prakse v poslovnem svetu. In če bomo imeli primarno zadruge in za podjetja priložnosti tudi drugje, potem bomo lahko tudi močnejši pogajalci, kot tudi najmočnejši. In tukaj vidim priložnost tudi v povezovanju turizma, panoge in pa kmetijstva in pa kmetijskega sektorja kot druge panoge. Ker pomembno lahko razmišljamo tudi o tem, da če že kmetijstvo svojim urejenim izraženem prostora omogoča oziroma ustvarja pogoje za razvoj turizma, verjetno lahko od turizma pričakujemo eno večkrat povratno dobro zgodbo. Da pogovorimo o gastronomiji, v Sloveniji, v slovenskem turizmu, na turističnih kmetijah, to je verjetno še najmanjši problem, da damo priložnost slovenskim pridelovalcem, da govorimo o slovenski surovini, na kateri gradimo potem tudi gastronomijo, s katero se potem pogosto lahko pohvalimo. Mi znamo v Sloveniji narediti odlične slovenske izdelke, ampak vprašanje pa je, ali so res slovenskih surovin. In to je, mislim, da tisto, kar lahko na nek način turizem vrne nazaj kmetijskemu prostoru. Pa zaključim samo še z eno mislijo, prepričan sem, da lahko tudi znotraj turizma morda razmišljamo o oblikovanju modela povezovanja. Prej v uvodno smo malo poklepetali med sabo, sem že omenil, da mislim, da je ena od priložnosti povezovanje tudi turističnih kmetij, v morda neko obliko sodelovanja, povezovanja, morda zadružništva, z namenom, da tudi ta oblika povezave nekatere poslovne interese, nabavo, drženje, promocijo in tako naprej. In tukaj mislim, da morda razmišljamo še dlje, bi lahko razmišljali o kmetijsko-turističnih, turistično-kmetijskih morda zadrugah, ki bi to sinergijo lahko s pridom nadgradile v boljši tudi z vsem. Hvala lepa. Profesor dr. Milan Ambrož, kaj vidite, kakšen naj bi bil najustrežnejši organizacijski model na področju podeželja pri strukturah, ki delujejo v podeželskem prostoru? Kakšno je vaše videnje? Jaz se ne bi rad ujel v vprašanju organizacijskih modelov. Ljudje organizacijskih modeli, ki smo jih poznali do sedaj, seveda nosijo seboj zmeraj nekaj programsko kombo, ki se na koncu izrodi v nekem vizualnem načinu delovanja. Glede na to, da je veliko govora danes tudi o globalizaciji, vsi deležniki na turističnem in tudi na podeželskem prostoru postavljajo to novo okolje, je verjetno tudi čas, da se razmišlja tudi drugačnih organizacijskih oblikah. Mlajše generacije bodo želele samo še od povezovanja. In ne več samo povezovanja med posameznimi strukturami ali pa morda med turizmom in podeželjem, ampak bodo povezovanje vsega, kar na tem prostoru postaja. Torej materialno in nematerialno. In zato je seveda potrebno različne oblike, ki bodo dovolj dobre, da bodo sprejevali interese vseh teh, ki so na tem prostoru, jih povezovali med seboj in hkrati seveda tudi zadovoljevali tistega, kateremu to pomeni svet potrošnika. Prihaja v zgodbo še nov igralec, ki ga imenuje lahko turista ali pa potrošnika, kakorkoli že, in ta igra pomembno vlogo v povezovalnem sistemu. In ta povezovalni sistem je postal predvsem zelo zapleten, bo naporen, bo poln različnih interesov in konfliktov in mislim, da je izziv na tem področju je, da se razvijajo takšne organizacijske oblike, ki bodo lahko ti ljudi povezovali v sistem, jim omogočajo, da se razvijajo, omogočajo tudi, da se povezujejo na način, da imajo seveda od tega, če rečeš domači, da to nima nobenega smisla, in seveda omogočajo tudi neko skupno delovanje. Mi vemo, da danes tudi na področju turizma, predvsem na področju turizma govorimo o integralnih turističnih proizvodih, vse, kar imamo, je potrebno povezovati, glede na to, da je Slovenija tako majhen prostor, verjetno razmišljajo tega, da bi držali vse skupaj, ne, neke različne proizvode, ki se bodo dinamično spreminjali, tudi zelo na mestu, mislim, da je to izziv, kar na tem mestu. Hvala lepa. Gospod profesor dr. Janez Bogataj, vi velikokrat na različnih vsebinah razlagate o tem, kako Slovenija včasih postavlja dežela
palčkov, ki so pred hišami, o prešah, ki jih nameščamo kot smerokaze, o kolesih, ki jih nameščamo za lestence in podobno. In o povečanih steklenicah na krožiščih. Da, mislim, da se tu stvari malce spreminjajo, da so ljudje postali bolj ozaveščeni. Kako vidite novodobni podeželski prostor? Omenila ste besedo ozaveščanje. Ozaveščanje se razvija samo v dveh okoljih. V familiji ali družini, najlepše rečem, in pa v šoli, v šolskem sistemu. In če smo zdaj v šoli, si želim, da do tiste šole prihajajo ozaveščeni ljudje, ker ti bodo lahko nosilci enega razvoja, ki bo privedel do tega, da ne bomo rekli, tudi Dolenjska je dežela raznobarvnih fasad in pa vinogradniških transformatorjev, ki še vedno rečemo zidanice. Skratka, mislim, da je šolski sistem tisti, ki igra tukaj, in posebej še taka šola, kot je ta, ki igra tukaj zelo pomembno vlogo, da se mlademu človeku ustvari ne, da mu bo zdaj dal šip v glavo, ampak eno pomoč, da bo on lahko, ko bo prišel nazaj v svoje želsko okolje, živel eno življenje v sozvočju s to dediščino, s tem ohranjanjem identitete ali istovetnosti, lepše rečeno, dolenjske pokrajine, recimo pokrajinske in kjere. Skratka, to je glavni pogoj za vse to. Hvala lepa. Ste rekli, da moram kratko. Gospa Renata Gozi, kakšno poslanico bi pa vi danes namenila našim dijakinjam in dijakom in študentkam in študentom, ki imajo doma, veliko od teh jih ima, neke dopolnilne, dodatne dejavnosti na kmetijah, mnogi tudi turistične kmetije in druge oblike? Kot prvo, bi jim rada povedala to, da so zelo pomembna doživetja. Doživetja vsake posamezne kmetije. Torej, vsaka kmetija je drugačna, torej je svoja, je posebna in vedno je treba izhajati iz svojega potencijala. Lahko se na terenu zgodi, da se posamezniki kopirajo med seboj. To ni v redu. V bistvu je treba izhajati iz svojega potencijala, najti tisto posebnost, na kateri bodo gradili, torej na tradiciji, na kulturni dediščini vsake kmetije. In seveda gosti oziroma turisti se spreminjajo, postajajo vedno bolj zahtevni. Ni dovolj samo doma pridelana hrana, torej lokalne specialitete, hišne jedi na kmetijah, ampak so pomembna doživetja in zgodbe. Tako da polagamo tudi na srce, da se naj izobražujejo, torej redno izobraževanje, usposabljanje, kot je profesor Bogataj že omenil, ozaveščanje. To je zahtevna dejavnost turizem na kmetiji, ena najzahtevnejših podprednih dejavnosti, ker mora školati več znanja, več različnih zadev, tako da pa srcem vsako stvar je treba početi. Drži. Pa bi vrnila besedo profesorju doktorju Bogataju, pred kratkim je namreč... Kratko. En lep pregovor pravi, ni važno kopirati, ampak kapirati. Pa pred kratkim ste zapisali, da bodo težko ministri in drugi, ki nas zastopajo, videli, kaj je pred našimi pragovi, če tega sami ne vidimo in ne znamo ceniti. To nam še enkrat povedal, sem že naprej. Tako. Docent dr. Jože Podgoršek, včeraj ste imeli zelo uspešno okroglo mizo, omizje, na katerem ste govorili o kakovosti slovenske prehrane v javnih ustanovah. Tudi zelo zanimiva, pomembna tematika. Do kakšnih izhodišč in zaključkov ste prišli? Ja, hvala lepa na vprašanju. Nedvomno smo včeraj govorili o tem, da je potrebno tudi v slovenske javne prehranske obrate pripeljati kvalitetno slovensko hrano in tudi pripraviti naše podeželje, zato da bodo lahko dobavljali to slovensko hrano v te prehranske obrate. In včerajšnji sklep zelo nakratko je bil, da poskušamo poiskati drugačne možnosti za dobavo hrane. In sicer z dr. Šoltesom se že nekaj časa trudiva za to, da bomo v javne prehranske obrate na nek način dali
slovenskega porekla, jasno, da bomo ohranili tudi sistema javnega naročanja. To je neka pobožna želja, za katero se trudimo, tudi v podpori Ministrstva za kmetijstvo in drugih pomembnih inštitucij, pa vendarle korakov v tej smeri in prepričan sem, da bomo v kratkem, oziroma da bomo prišli do tega, da bomo lažje poiskali priložnosti za slovenske dobavitelje, za hrano slovenskega porekla v naših javnih prehranskih podjetjih. Hvala lepa, dr. Podgoršek, in prosim še profesorja dr. Milana Ambroža, da zaokroži z mislijo naše omizje. Ja, jaz mislim, da treba imeti še en pojem, ki sicer zelo znanstveno imenujemo ga socialni kapital. Tukaj smo zdaj govorili o tem, da imamo na tem prostoru ne nekaj kapitala. Socialni kapital je najbolj pomemben. Konec koncev, ljudje so tisti, ki ustvarjajo okolje, ustvarjajo tudi vse te priložnosti in možnosti, ki seveda v končni fazi tudi izgubite. In socialni kapital se da naučiti tudi načinom življenja, kot pravi slova. Ta socialni kapital je včasih izgubil, v urbanem okolju ga je skoraj ne zaznava. In to je tisti izziv, ki se bo v prihodnosti pojavil v novih generacijah, ko se bodo morale, želele in uspešno povezovale, če bodo seveda razvijali ta socialni kapital, ki pa nastane delovanjem, preizkušanjem, izkušnjem in seveda z motivizijo, kako ne zadeve določe prihodnosti. Hvala lepa, spoštovani in dragi gostje omiza, profesor dr. Janez Bogataj, profesor dr. Milan Ambrož, docent dr. Jože Podgoršek in gospa Renata